Torej, lipicanci so baročne živali, ki jih zelo unikatno determinira barva. To je kot prvo. Drugo, ker so lahko uporabljene živali za veliko paleto različnih nalog. Tudi zaradi tega, ker so res vrhunski v klasični dresuri. Dobrodošli na PRC Krumperk, ki je del sklopa Biotehniške fakultete, kjer smo zelo ponosni, da lahko proučujemo večje število lipicancev, ki izražajo izredno veliko paleto različnih osebnostnih lastnosti, med njimi tudi unikatna lastnost in to je plašnost. Sem izredna profesorica Manja Zupan Šemrov, etologinja po duši, kot tudi raziskovalno, in me je večletno delo na lipicancih navdihnilo za še bolj poglobljeno raziskovanje v to izredno pomembno raziskovalno delo povezovanj, obnašanja, fiziologije, anatomije, genetike z kompleksnostjo osebnosti pri lipicancu kot izredno idilični svetovni pasmi, ki je za nas Slovence tudi kulturni ponos. Konji so eni izmed najbolj ekspresivnih živali, kar se tiče neke mikromimike oziroma teh majhnih premikov na obrazu. Najbolj očitno so ušesa. Zanimivo je, da lahko neodvisno levega in desnega premika. To pomeni, da lahko, tako kot vidite, levo uho v eno smer obrača, drugo uho je obrnjeno naprej in s tem potem tudi veliko širino različnih dražljajev zazna in se odzove na njih. In tudi po tem lahko veliko razberemo o samem počutju konja in tudi znamo predvideti, kako bo konj reagiral na neke neznane dražljaje. Osebnost pri lipicancu zajema tako obnašanje, fiziologijo, anatomijo in specifike gibanja, ki so tudi deloma določene preko genetske osnove. Vsi konji so načeloma natrenirani in navajeni že od malega, da se rokuje z njimi iz leve strani. Zato tudi, ko delamo mi raziskave in nameščamo aparature in kakršnokoli rokovanje tudi vsi izvajajo iz leve strani. Osebnost pri konjih se lahko raziskuje na različne načine. Pri samih testih obnašanja se lahko poslužujemo različnim tipom testov. Mi smo uporabili 4. Test z nepoznano osebo, test z dežniki, test z kotalečo žogo in pa test z migajočo, modro, šumečo vrečko. In smo ugotovili, kako raziskovalen in plašljiv je konj, ko gre med ta dva dežnika. To je pospeškomer, ki se ga da v tako usnjeno. In se potem vse skupaj fiksira na sternum od konja, točno na sredino. In ko se konj premika, to meri njegove pospeške in računalnik potem sam zračuna različne kinematične parametre. Samo iz vrednosti pospeškov. Dolžino koraka, regularnost hoje, simetrijo hoje in razne sile, ki delujejo na telo med hojo, med kasom, galopom in skoki. Pri konjih moramo razumeti, da potrebujejo tudi veliko individualnega prostora, veliko časa, prostega časa tudi za pašo, da včasih je interakcija s človekom že preveč intenzivna in lahko pripelje do izražanja negativnih čustvenih stanj, ki ima za posledico lahko tudi poškodbe, tako na konju ali pa na človeku. Tako da je potrebno zelo dobro vedeti odzive konja, tudi ko pride do nelagodja pri samem delu. Da ne naredimo kakšne napake glede uporabe ali pa da s tem ne zmanjšamo kvalitete življenja.
konj dejansko ni samo žival, ki je tu za nas, ampak se lahko z nje zelo veliko naučimo. Kaj to pomeni? Da dejansko ta barvitost njegovih čustev, barvitost interakcij z njimi samimi ali pa z nami lahko veliko pokaže, kako bi se mi morali tudi naučiti strpnosti do sočloveka in tudi strpnosti do njih.